Centri za socialno delo so se znašli v strmem padu kot posledica nepremišljene, posiljene, da ne rečem vsiljene reorganizacije, ki jo je sprejela prejšnja nomenklatura Ministrstva za delo. Izpad občutijo vsi, ki jih delokrog Ministrstva za delo oziroma centrov za socialno delo zadeva. Občutijo ga starši, ki so ostali brez otroškega dodatka oziroma ta zaostaja, takisto tisti starši, ki čakajo na znižano plačilo vrtca, čutijo ga študenti, ki ne vejo, a bojo imeli subvencionirano bivanje, a je to obremenjeno ali ne. Čutijo ga tudi tisti, ki so zaposleni na centrih za socialno delo, ker gre za kadrovsko podhranjene inštitucije, ki obstoječih nalog niti približno ne morejo resno izpeljati, dodatno jih pri tem ovira tudi informacijski sistem. In potem so ljudje izgoreli, odhajajo na bolniške, celo zapuščajo svoje službe. To ni posledica dela aktualne ministrice, to je posledica dela njenih predhodnikov in zdaj se postaja jasno, zakaj je v koalicijskih pogajanjih SD rekel, ne, mi Ministrstvo za delo nočemo. Ko so vedeli, kaj so naredili, bomo mi to nekomu drugemu pustili.